show business, kot na primer v Salzburgu ali pa v Berlinu, ali pa celo v Gradcu govorim. Ja, najprej je moja naloga, da predstavim današnje akterje te pres konference, to je skupina Monic, ki ima malo ploščo Hyatt Seat House, potem je tukaj skupina Vidigari, novo ploščo zadnje centra Pavel Človek in tu so tudi nekateri člani skupine Centra za dekomunizacijo. Seveda tudi novo ploščo. Tako, sedaj bi bilo potrebno z moje strani najprej povedati nekaj o založbi Frontrok, kaj je to in kako to deluje. Seveda z tega gledišča je potem potrebno najprej povedati, kaj je to MKC, Mladinski kulturni center, oziroma po novem mestni kulturni center, kot ga nameravamo, oziroma smo ga že preimenovali. Mladinski kulturni center je kulturno podjetje, kulturniška ustanova v Mariboru, ki si je zadnje leto pridobila že primerni status na kulturni sceni in dela Maribor manj sivi, kot je. MKC v sebi združuje sicer različna podjetja, kot so klub MKC, Galerija 88, s katero se je tudi pred 2 leti nekakšno vrenje začelo. Potem je tukaj založba Frontrok, ki vam danes predstavlja nove plošče. Nato je tu založba literarnih publikacij, ki je letos tudi izdala že 2 produkta. Pripravljamo pa tudi knjižni prvenec. Nato je tukaj založba Frontrok, seveda, to sem že povedal. In ukvarjamo se po novem tudi z dizajnom, oziroma z marketinškimi uslugami. Imamo 2 dizajnerski sekciji, imenujemo to je Dizajn Švic in Dizajn 2D. Dizajn Švic se je že pred kratkim predstavil, 88 je uspešna razstava in že dobijo tudi prve posle. Dizajn 2DA pa je združenje mlajših arhitektov, ki pravkar končujejo študij. Tako, to je bilo nekje nakratko o MKC-ju.